Balang. Sigan pasando el escalón. Derecha. Benvenuta i Sina i Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, vera v Boga, poslanega Kristusa, nas danes združuje tukaj, da obhajamo Evharistijo za večni pokoj monsignorja dr. Jureta Rodeta. Naj mu neskončno Božje usmiljenje dovoli počivati v njegovem bivališču, kraj moči in miru. Pisar Tomašnik Jure Rode se je rodil 27. aprila 1937 v Lihanu, a moral je že kot 8-letni deček 7. maja 1945 z družino in sorodniki na begunsko pot. Po 3 letih in pol taboriškega življenja je 27. decembra 1948 svojci prispel v Argentino. Dr. Jure Rode je svoje življenje popolnoma posvetil Bogu in slovenski skupnosti, ki je zrasla daleč od grozot druge svetovne vojne ter v svobodi in varnosti, ki sta mu jo ponujala nova domovina in Argentinci. V veri, ki spovedujemo, smo se zbrali pri zahvalni in prošnji daritvi za dragega delegata in gorečnega dušnega pastirja, monsignorja dr. Jureta Rodeta. Ob slovesu njegovega zemeljskega telesa iskreno izrekanje sožalja sorodnikom in zahvala vsem, ki ste v težkem zdravstvenem stanju gospodu Juretu stali ob strani in ga spremljali. Brati in sestre, pred nami svoje gretnimi pozavimo na momento krajni svebiteljske ljubavnosti.
Vsemogočnemu Bogu in Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večne življenje. Molimo. Vsemogočni večni Bog, mladino so se v krstu Jordanu prikazal s smilju in ti si ga slovensko razglasil za svojega ljubljega sina. Damo tvoji posilovni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno ustrajni v tvoji milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz knjige preroka Izaije. To govori Gospod. O vsi, ki ste žejni, pridite k meni k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vzemite vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoj uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo narodom sem ga postavil, za voditelja in zapovednika narodom. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical. In narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi zaradi Gospoda, tvojega Boga, in zaradi svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Iščite Gospoda, dokler se pusti najti. Kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi. Kakor pride daž in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredi plodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh. Tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. To je Božja beseda. Odpev. Zajemite vode iz studence odrešenja. Zajemite vode iz studence odrešenja. Glej, Bog je moja rešitev, ne bojim se, saj vam zaupam. Gospod Bog je moja moč in moja pesem, v njem je moja rešitev. Zajemite vode iz studence odrešenja. Z veseljem boste zajemali vodo iz studence odrešenja. Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite. Oznanjajte med narodi njegova dela. Razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Zajemite vodo iz studence odrešenja. Pojte Gospodu, ker je storil velika dela. Da jim razglašajo po vsej zemlji. Vzklikajte in iskajte, sionski prebivalci, velik je med vami Izraelov svet. Zajemite vode iz studence odrešenja. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. Kdor veruje, da je Jezus Kristus, je rojen iz Boga. In vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je od njega rojen. Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin? Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo. Ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to pričuje, kajti Duh je resnica. Trije nam nič pričujejo. Duh in voda in kri. In to troje je eno. Če sprejmemo že človeško pričevanje, je Božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v tem, da je pričeval za svojega sina. To je Božja beseda. Jeres je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
se sklonil pred njim in odvezal jermen njegovih sandal. Jaz se vam krstim z vodom, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galilejo in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode in je zagledal nebesa odprta in duha, ki se spušča nad njim kakor vodor, in zaslišal se je glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Kristus Evangelium. Dragi verniki, vidim iz vseh krajev, ki so se pač danes prišli posloviti gospoda Jureta Rodeta, da kot kristjani naredimo največ, kaj lahko naredimo za osebo, v kateri se postavimo kot kristjani. Da smo skupaj delimo največjo skrivnost, svetomašo Evharistijo, bi lahko rekli, za katero je tudi Jure dal življenje, se je zato živel, odkar se odločil za ta poklic. Slišali smo vodo, tako na kratko zgodovino, imeli še veliko več, še nekaj besed, v kateri ste ga kolikor toliko poznali, in če bi vsi od vsakega obseka ali kraja, kjer je delal, govoril imel za nekaj časa. Samo nekaj, kar je naredil kot duhovnik, to samo pove in on, ko preke krstov, spovedi, svetih maš, pa drugih zakramentov ali vaziljenje in podobno. Potem je naredil na cerkvenem sodišču, sem ljudem, ki je prišel v stik z družinami, branilec svetega zakona na sodišču. Na cerkvenem sodišču za postopek za svetniške kandidate ali beatifikacije. Pri policijo federal, kot mi pravimo, koliko let je bil z njimi in povezan. Potem ni ga žene imati, kaj je naredil za slovensko skupnost, ni žene imati za duhovno življenje, vsa druga predavanja in govore, in bi pravi lahko naštevali vse pa se. Da smo za vse to negovno hvaležni, Bog bo velik plačnik. Samo nekaj besed o prazniku in da povežemo lahko s tem, ko se poslavljamo od našega dragega Jureta. Jezusov krst začenjamo navaden čas med letom. Slišimo na kratko, kako se zgodilo, ko Jezus, ki ni potreboval nobenega krsta, ampak takrat si je navzočil hotel razsoditi ali na nek način razoditi Sveto Trojico, največjo skrivnost na naše vere. Tako se je približal Janezu Krstniku, ki je krščeval, naj se ljudje spreobrnejo, začelo novo življenje. In to je bistvo vsakega kristjana, da se vsak dan in dan za dnem spreobračamo, da smo in živimo kot dobri kristjani. Pravi je prišel Jezus iz Nazareta v Galilejo, k Janezu Krstniku v reku Jordan. In te zadnje besede, bi skoraj rekli, da dobesedno, zadnji odlomek, vse na koncu nekaj besed povedal pa pri tem, kar je Evangelij. Pravi, brž ko je izstopil iz vode, je zagledal nebesa odprta. Jure je izstopil iz zemlje. Ta bi bil krst iz vode, pride ven. Iz zemlje gre v večnost. Odprla so se nebesa. Tisti trenutek, ko je Jezus bil krščen. Sveti Duh redovno je prišel v podobi volova. Pač takrat se mogo ljudem razodeti na ta način, da bi lahko domeli. Sveti Duh je bil tudi v teh dneh navzoč, ko je Jure izstopil iz zemlje za večno. Čeprav ga nismo slišali sigurno, zaslišal se je glas iz nebesi. V duhu in v srcu moramo biti prepričani, da tudi
ko je Bog sebi poklical Jureta, je rekel iste besede. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. To veljajo posebej te besede, takrat so za Kristusa veljali. Tudi on je bil podoba Kristusa, kot duhovnik, so tudi te besede njemu veljali. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. In to se zgodilo vsakemu od nas pri svetem krstu, da bi tudi te besede, ko se bomo postavljali od tega sveta, veljali za vsakega od nas. Če bomo živeli se trudili, da bi bili dobri kristjani, bomo mi, ki se poslavljamo po duhu in v srcu, in da bi res slišali te besede. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Amen. Ostane. Verujem v enega Boga, Očeta, Brat in sestri, Jezus je ob krstu v Jordanu v očetu razglasil za svojega sina, nas pa je pri našem krstu sprejel v svoje posinovljene otroke, zaupno prosimo našega velikega brata Kristusa. Za sveto cerkev, družino Božjih otrok, da bi na zemlji v vsakem času zgodovine izpolnjevala svoje poslanstvo, molimo. Za vse, ki morajo skrbeti za skupno blaginjo, da bi njihovo delo usmirjala načela Evangelija, molimo. Za naše družine, da bi vse svoje otroke dajale krstiti in jih na to zares krščansko vzgajale, molimo. Za vse nekrščene v naši župniji, škofiji, domovini, da bi vsi dobili milost prevrnenja in dar svetega krsta, molimo. Za vse, ki smo bili krščeni kot otroci, da bi svoj krst kot odrasli izpričevali s resnično krščanskim življenjem, molimo. Dobri Bog, naj si naš dragi Gospod Jure odpočije v Tvojem svetem naročju in naj nas v njegovem hvaležen spomin spodbuja njegov zgled, molimo. Ljubljeni sin, ljubičkega očeta, pomagaj nam vsak dan spoljevati očetovo voljo in uslišite naše prošnje, ki živični in kraljuječ vekoma. Pesem Nikita Kristjanič, številka 43.
брати in sestre, da Бог Всемогутній Отче сприйме мою і вашу даритель. Небесний Отче, сьогодні наше даровано разобитию своєго любимого Сина приближує даритві мира і збив речі свята і з тобою живі і градує вікове. Господь з вами, вічного серця, захвалюся Господу нашому Богу. Ми Господові нас ти захвалюємо, Лесі, правічно на тебе, святий Отче, славимо, чудовітельну доводкою ріки Йордан, си наповідав з нового кралства глас із небес, je naznanil, da je tvoja beseda naselila na zemlji, Sveti Duh je v podobi goloba in je bil znamenje, da je tvojem služabnik Jezus, obljubljeni odrešenik, ki ga pošiljaš poznanjem blagovestu Bogu. Združeni zadnji nebesi, vedno slavimo in nenehno kličemo. Gospod naš Bog, vidi vse svetost. Zato posliti prosijo po svojem Bogu darove, da nam postavijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Krista. Po še prostovoljno trpljenje je vzrokrug se zahvalil, ga razdomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako po večini zaupili se spet zahvalil in ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite in jejte vsi. To je kelih moje krvi, mnogi večji zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v mojem spominu. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Poniža prosimo nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi, združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolni ljubezni skupaj z našim papežom Frančiškom, kraljem škofom, slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltar. Spomni se našega brata Jureta, ki z tega sveta poklical k sebi, s katerim si ga pridružil svojemu sinu njegovi smrti, ne z njim tudi ostalo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali jutro na vstajenju, in vseh ljudi, ki so
umrli tvoje milosti, daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo večje življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli vsemi svetimi, zaživeli v tvojem imenu in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je učil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši. Prejšnja vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmeri pa varnost varovali grehe, povabi pod vsakim nemiru, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega rešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vas zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede naše grehe, ampak na veru svoje cerkve. Potrdi o miru ljubovni popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in tranjuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami. Z nami in sprave si podajmo mir. Pojemo pesnik, tebi želi moj Bog, številka 429 in živo verjem Jezusu te, številka 460.
Molimo. Nebeški Oče, sprejmi naše darove po pravosodju svojega ljubljega Sina, pridruži daritvi mira, ki izmimi grehe sveta in s teboj živi in kraljuje vekoma. Te si koledar danes praznik svetega krsta, sveti Valentin, in Jaforski, in ponedeljek, sveti Sebed in Upad, v torek, sveti Julijan Močenek, v sredo sveti Gero Rimski škof, v četrtek sveti Pavlino Glejski, v petek sveta Tatjana Močenka, v soboto sveta Veronika Devica, molitveno mesto za svetlo umrle v letu 23. Družine običajno zaznamujejo predvsem neposredni predniki, starši in stari starši, njihovi spomini, besede in nasveti, preizkušnje in uspehi, tudi stranpoti in napake, so potomcem prva šola na življenjski poti. A vse toliko, zelo poredko, se hvala Bogu, nekje med bližnjimi ali bolj oddaljenimi vejami naših družinskih dreves, nepričakovani pojavi pričevalka ali pričevalec, ki v tihoti, s privlačno človečnostjo, z neomajno vero in predano ljubeznijo, skoraj nehote zasije na podstavku vsakdana s posebno lučjo, kot izjemni zgled dobrega življenja. Takšen je bil naš dragi Jure. Takšna je bila tudi njegova mama Ana. Kljub mnogim preizkušnjam mladosti, kljub učenosti, izjemni cerkvenopravni karieri in mnogim strokovnim uspehom, je bil Jure predvsem radodaren, prizanesljiv in sočuten človek, ponižen, predan, ljubezniv in srčen duhovnik. Vse skozi je hišo svojega bivanja na tem svetu zigal na edini neomajni skali. Bil je Jezusov učenec, ki mu je sledil z vso dušo in vsem srcem. Človek molitve in kontemplacije, orodje Božje ljubezni. Njegove iskrive oči in smisel za humor niso pustili, da bi tihoto, v kateri je živel, številne žrtve, ki jih je v življenju prestajal, ali pa mir, ki ga je žareval, kdo napačno razumel kot žalost ali zamorjenost. Vse življenje se je nesebično razdajal bližnjim in kazal na Jezusa kot vir najglobljega upanja, veselja in moči. To je bilo njegovo orožje za premagovanje preizkušenj. Nobena razdalja ni bila prevelika, da ne bi obiskal osamljenih, ostarelih in bolnih širom Argentine, da jim ne bi prinesel Božje tolažbe Jezusa v Evharistiji, njegovega odpuščanja in tolažbe. Ko se zaključi življenjska pot in se prah posede, ostane samo to, kar je bistveno. Življenje v ljubezni do Boga in bližnjih. Zato nas, njegove sorodnike, ta hip ob slovesu navdaja hvaležnost, a vendar tudi ponos, da smo imeli tako velikega človeka med nami, da smo šli skupaj skozi življenje kot sorodniki, kot rojaki, kot sestre in bratje. Hvala najvišjemu za tako čudovit, svetal, žarec zgled življenja na poti za Jezusom, pričevalca večnih resnic in našega edinega upanja. Dragi Jure, uživaj večno srečo v Božjem naročju, pogrešali te bomo, vsi tvoji. Odšli ste po Božje plačilo. Upam,
Upamo, da bo dobri Bog imel v zakladnici dovolj nebeških zvetnikov, da vam poplača toliko dobrega, ki ste za sankuške parane naredili, za vse vidno in tudi za tiho delo, ki ste ga med nami opravljali. Izrazili ste nam vso naklonjenost in ljubezen dušnega pastirja. Poslavljamo se od vas z besedo hvaležnosti, ki prihaja iz dna srca. Za vašo 75-letnico življenja vam je Bog zaupal še dodatno skrb in ste leta 2012 prevzeli oskrbo sankuške pare. Čeprav ste dela imeli brez meja, sprejeli ste nas z neizmerno ljubeznijo, z vsemi naši radostmi in napakami. Samo dobri Bog ve, koliko odpovedi, premagovanja, iskrenosti, ponižnosti in ljubezni ste ob vsakem koraku razdali. Bolniki, preizkušani bratje, mladina, otroci, družine, nihče se ni od vas vračal praznih rok, saj ste vedno stali blizu, ko ste zaznali stisko ali težave. Bili ste duhovnik z dušo in z vso dušo. Hvaležni smo najprej Bogu, da je v svoji neskončni ljubezni in previdnosti prepletel naša pota. Globoka hvaležnost vam, da ste se Božjemu klicu odzvali in prevzeli skrb sankuške črede. Vestno ste skrbeli za našo duhovno rast in krepili ste nam narodno zavest. Vaše pridige, tudi v španščini, da bi vključili vse naše družine, so bile prave ure, učne ure kateheze, a tudi vesten opomin, da ne pozabimo, odkot prihajamo in zakaj so naši starši in stari starši bili pahnjeni iz domovine. Ni bilo grenkih besed, pač besede globoke zahvale, da ste bili od Boga izbrani ter ohranili življenje in kako je v hudih časih vera držala po konci slehernega taboriščnika. Tudi med argentinskim duhovništvom ste imeli gospod Jurje velik ugled in bili zelo spoštovani. Pri včerajšnji sveti maši v barju San Nikolas, kjer je dolga leta župnikoval pokojni gospod Matija, je sedanji župnik, vikar policije, padre Juan Carlos, o gospodu Rodetu dejal: "Qué hermoso día para partir a la casa del Señor. Cuando golpee las puertas del cielo, el Señor le dirá las palabras del Evangelio de hoy. Eres mi hijo muy amado. Dodav Yeshet. El padre Jorge es un sacerdote santo." Odlikovala vas je velika preprostost in ponižnost in čeprav so vaša dela pri vsemogočnemu zapisana v zlati knjigi, vaša skromnost vam gotovo ne bo dovolila vsa ta dela pred Bogom našteti. Ko vas bo vprašal: "Kako si kaj, dragi Jurko, množil prijete talente?" Povabim vas, da v minuti tišine dopolnimo duhovni šopek za gospoda Jureta. Vsak zase naj Bogu izroči bogato izkušnjo ali tolažilno besedo, bodisi gorečo molitev, prijazen pozdrav, prijateljski nasmeh, očetovski stisk roke in toliko drugih prijaznih potez, ki jih je gospod Jure med nami delil. Sprejmi, Gospod, vsa dobra dela gospoda Jureta. Prosimo vas, gospod Jure, bodite nas priprošnik pri vsemogočnemu, da bi kot sankuška para mogli živeti po vrednotah, ki so vam bile drage in življenjsko najbolj važne. Pri Materi Božji prosite za našo skupnost, izročite ju materinsko varstvo našo mladino, naše družine,
ostarele in onemogle, naše otroke in vsakega izmed nas, da bi živeli po Božjem nauku in kot ste nam zmodro učili, ves v Božjo voljo dan. Dokler Bog hoče, kakor Bog hoče. Predragi gospod Jure, sanhuški dušni pastir, velik, prav velik poklonej vam za vse. Naj vam bo zemljica rahla. Počivajte v miru. Slišimo poslišani pesem, da je pri Bogu, da je doma. Samo na kratko hočem zahvaliti vsem, ki ste pač uredili, posebej tisti, ki so vas spremljali v zadnjih mesecih, da smo to v Rožmanovem domu ali po različnih bolnicah ali zavetiščih. Tisti, ki so v tišini molili za zdravje, za zadnje trenutke, da se je srečal s Kristusom. To, kar sem včeraj omenil, se zahvaljujem najprej za prisotnost. Vedno z nebes največje veselje za njega je to, da je toliko ljudi bilo danes, pa tudi včeraj zbrani, ko so od njega proslavljeni. To, kar sem včeraj rekel, moram vsem povedati, ki niste včeraj bili navzoči. Pred nekaj dnevi je hotel opraviti zakrament svete spovedi in prejeti vse zakramente. Na koncu, ko je že konec svete spovedi, je pa rekel, to pa izven spovedi. Najprej se je oprostil in rekel, oprosti, Franci, če bi bilo kaj narobe med nami. Tudi je rekel, ko bo prišel čas, čeprav v svoji, to pravi Vesa Krjoža, rekel, še ne mislim umreti, ampak bo prišel čas, da bi tudi v javnosti povedal vsem, da prosijo odpuščanje, če bi bilo kaj narobe, s katerem okoli ali kakšen nesporazum, velik znak ponižnosti. Če bi bilo kaj narobe, če bi ga kakšna zamera in podobno. Kar ga posebej priporočal, kot bi rekli, duhovni testament, je rekel, trudite se vsi skupaj, da bo slovenska skupnost ostala zvesta Kristusu ali pa Cerkvi. To je en način, zakramenti in sveta maša. Veliko molite, posebno za mladino. To pa je izven tega pa nikoli rekel, ampak je sam poživil. In toliko priporočal molitev. Večkrat proti večeru sem ga srečal po hodniku na bolanju zvečer z rožnim vencem v roki in molil. Za vse nas tudi, sigurno. Zato bomo tudi mi bilo prosili in molili, da bi na vseh dobrih lastnostih vse to, kar smo danes slišali, tudi skušali ponašati. Sedaj pa še slovo. Dragi svojci in vsi navzoči, v Kristusu pridali je odvrtni postav in nazvali, pridite k meni, ki ste žalostni in vas bom potolažil. Hvala Bogu Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaže vsake žalosti in posebno smrt. Ostane. Predragi, zbrali smo se, da se poslovimo od Rajnega Jureta. Smrt nas je prizadela, to da pa mi upamo, da pokojni živimo Bogu, ki nas ustvaril zase in ki mora edini uresničiti naše najgloblje hrepenenje. V spomin našega krsta in znamenje upanja Bogov pokojimo in vsem nam dal novo in neumrljivo telo, blagoslavlja to mrtvo telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Molimo. Bog Oče, priporočamo ti našega brata Jurka, da izmerno ljubeznijo si ga vedno spremljal v tem življenju, ki je zdaj minilo, zaradi svojega usmiljenja, ga popelji v svoj raj, ker ne bo ne žalovanja, ne upitja, ne bolečin, temveč miri veselje tvojim sinom Jezusom Kristusom, ki živi in kraljuje vekomaj. Molimo tudi za žalujoče domače, Oče usmiljene in Bogu vse tolažbe, večjo ljubeznijo nas ljubiš in senco smrti spremljaš v zadnje novega življenja. Prosimo te, ozri se na vse, ki žalujejo za ravanje, da se bodo iz temelj in luči dvignili k luči miru po Kristusu, našem Gospodu. Gospod, daj mu večni pokoj, naj počiva v miru. Quiero unirme al dolor de la comunidad eslovena que está reunida aquí alrededor del Padre que tanto han amado y que con verdadero espíritu cristiano se ha entregado a su comunidad, a su nación. Que el Señor le dé el descanso eterno y a todos el deseo de imitar los buenos ejemplos, la entrega al servicio del Señor que el Padre José ha manifestado durante tantos años. A nombre de la comunidad italiana que seguimos siempre en la misa. Pojdimo v miru. Neizmerno hvaležni dobremu Bogu za duhovniški dar dr. Jureta Rodeta, zaupanjem prosimo, da bi tako, kot je med nami že tolikokrat obhajal Evharistijo, sedaj prisostvuje pri nebeški gostini. Dragi gospod Jure, po vaših besedah, duhovništvo je darovanje, darežljivost, podarjanje. Da ne živiš zase, marveč svojim življenjem koristiš drugim in iz ljubezni do Boga služiš bližnjemu. Duhovnik iz ljubezni do Boga skrbi in dela za sedanje in večno srečo sočloveka. Popolno ste se predali poklicu, ves ste služil bližnjemu, živeli ste za našo slovensko skupnost. Dobri Bog naj vam v obilju poplača, z globoko hvaležnostjo se vas bomo spominjali v molitvi. Počivajte v zasluženem miru.
Tiramos.